lepa, hvala lepa. Ste aplavz pride na koncu, sem že hotel oditi. Ampak najprej vsem skupaj lep pozdrav. Obhajamo 31. rojstni dan naše velike družine Slovenske demokratske stranke, stranke slovenske pomladi, slovenske demokratizacije, slovenske ustavnosti in slovenske evropske poti. Stranke dr. Jožeta Pučnika, stranke Franceta Tomšiča in stranke, ki po Cankarju vidi narod, zato tudi narod vidi našo stranko. Hvala za udeležbo vsem, še posebej tistim veteranom naše 31 let dolge skupne poti. Hvala tudi moji ženi, ki je prišla kljub nočnemu dežurstvu. Hvala lepa. Pred enim letom smo obhajali okroglo obletnico, 30. rojstni dan. Bili smo še pred enimi volitvami, danes praznujemo pravzaprav po 3 dobljenih volitvah, praznujemo pa žal tudi po več kot letu izgubljenih priložnosti za Slovenijo. In te priložnosti so bile izgubljene predvsem zaradi nespametnega, nerazumnega, lahko bi rekli rasističnega izključevanja. V tem času so ostale nenaslovljene težave mnogih. Pred nekaj tedni je ugledni evropski časopis Financial Times objavil veliko prilogo o demografski sliki Evrope. Da je tej sliki Evrope je Slovenija narisana kot država z največjimi dolgoročnimi demografskimi tveganji. Niti nismo zasledili v slovenskih medijih nobenega povzetka te analize, niti pri vladi, ki zdaj sicer opravlja zgolj še tekoče posle, nismo zasledili nobenega resnega ukvarjanja s to temo, kljub temu, da smo na to opozarjali. Hvalevredna je bila okrogla miza, ki je organiziral predsednik države na to temo, ker je bilo veliko ne samo pametnega povedano, ampak predstavljene tudi nekatere rešitve, žal so tudi to slovenski mediji več ali manj spregledali. Tako da vprašanja, ki so bila odprta pred enim letom, so odprta še vedno, nekatera so še bolj pereča, od dolgotrajne oskrbe starejših, odseljevanja mladih, ob hkratnem pomanjkanju delavcev v slovenskem gospodarstvu. Birokratska navlaka se je v tem času prej povečala, centralizacija je večja. Tisti, ki se vsak dan vozimo v Ljubljano, stojimo v kolonah in zjutraj in popoldne oziroma zvečer, če je kakšno nesreča tudi po noči. Danes ne samo, da ne moreš v realnem času iz katerega koli dela Slovenije v Ljubljano, ne moreš niti mimo nje. In to mimo mesta, ki ima 240 tisoč prebivalcev, ampak vanj se vozi vsak dan na delo skoraj 140 tisoč ljudi. Vsako leto je Slovenija bolj centralizirana, kar v zadnjem času seveda ne škoduje samo pokrajinam, kot je Prekmurje, škoduje tudi Ljubljani, ker se duši v prometu, kljub temu recimo Stanovanjski sklad gradi stanovanje v Ljubljani, kjer je gostota itak velika, kjer so številni problemi nerešeni, poleg tega pa so cene teh stanovanj tam še enkrat više kot recimo v Murski Soboti, v Mariboru, Notranjskem, na Dolenjskem ali kjerkoli drugod, kjer so tudi boljše možnosti za kvalitetno življenje. Tudi problem, na katerega smo opozarjali pred enim letom, se pravi povečevanje delitev brez osnove na prvorazredne, na drugorazredne. Težko rekli, da je danes kaj manjši, še osebej v zadnjih tednih ponovno spremljamo ta šlager. Stanje v zdravstvu, težko rečemo, da je boljše po enem letu.
Svet se danes sooča z nevarnostjo pandemije. Nekaj dni nazaj smo prebrali v časopisju, kako je slovenska vlada poslala na Kitajsko 1.200.000 zaščitnih mask. Hvalevredna solidarnostna gesta, samo upamo, da je kakšnih 2 milijona ostalo tudi za Slovence. Kajti, če spremljate kaj dogajanje okrog nas, vse države po svetu ustanavljajo krizne štabe, sveti za nacionalno varnost se sestajajo na to temo. To je neka grožnja, ki jo z nekimi klasičnimi sredstvi ne da obvladati. Treba se na to pripraviti. Pri nas žal ne opazimo ničesar takšnega. Edina seja, ki je bila na to temo, je bila seja odbora za zdravstvo v državnem zboru, ki je bila sklicana na našo zahtevo, mediji pa so jo seveda zamolčali. Zdaj, kako to spremeniti? Slovenska demokratska stranka je doslej za številne volitve, za tiste, na katerih smo zmagali, tudi za nekatere prej, predstavlja celovite programe. Če bi se uresničevali, bilo stanje bistveno boljše. So se nekatere stvari izboljšale, ampak to je v glavnem posledica rutine in tam, kjer je šlo za kvalitetnejše premike naprej, predvsem trdoživosti slovenskega gospodarstva. O tem, kako naprej, mislim, da najlažje povem, če citiram zelo kratek stavek našega sodelavca v zadnji naši vladi, gospoda Tomaža Štiha, ki je ob medijskih poročilih, kako se je sestal, mislim, da Forum 21 in razpravljal o viziji Slovenije, zapisal naslednje. Ljudje mnogo vizionarjev o Sloveniji, pa ni treba. Dovolj je, da si vsak Slovenec lahko ustvari dom, da mu ostane večina zasluženega, da ima dostopno kvalitetno zdravstvo in otroci šolstvo, varno starost in da živimo v miru in svobodi. Sem že dolgo v tem političnem prostoru, pa moram reči, da bi težko citiral kakšen bolj zgoščen stavek o tem, kaj Slovenci potrebujemo. V tem stavku je več ali manj skoncentrirano vse tisto, kar smo si želeli, ko smo glasovali za samostojno Slovenijo na plebiscitu. Skratka, ni treba komplicirati. Rešitve so relativno enostavne. Samo, če nečesa nočemo rešiti, potem stvari zakompliciramo, sprejmemo še 10 zakonov na isto temo, pa še 100 podzakonskih predpisov, ustanovimo komisije, ki proučujejo in na koncu se denar porabi, zgodi se pa ničesar. Zdaj, prvi aksiom za napredek v moderni družbi, za večjo blaginjo, je ustvarjanje pogojev za trajno gospodarsko rast. Na ničemer drugem ni možno temeljiti realne blaginje kot na gospodarski rasti. Na tem, da pač ustvarimo več. V Slovenski demokratski stranki smo v zadnjih 2 mesecih organizirali pogovore z gospodarstveniki, s podjetniki, tudi z drugimi odločevalci v posamičnih lokalnih okoljih oziroma v slovenskih regijah. Na 15 takšnih pogovorih je ne sodelovalo z udeležbo, ampak govorilo več kot 500 slovenskih podjetnikov. Govorilo, se pravi, so lahko predstavili svoje probleme, svoje dosežke in tudi predloge. Z kolegom Borutom, našim generalnim sekretarjem, s katerim so bili na vseh teh srečanjih, so dobila natančno rentgensko sliko slovenskega gospodarstva v tem času. Prav vse panoge so bile tam, vsi problemi, lahko vam naštejem po vrsti, kaj tare vse gospodarstvenike v državi, kaj tare gospodarstvenike v posamični slovenski regiji. In tudi iz tega je možno potegniti sklep, da rešitve, ki jih potrebujemo, niso nič posebnega. So samo rešitve, ki delujejo, ki so preizkušene v življenju številnih drugih modernih držav. Nobene Amerike ni treba odkrivati, nobene tople vode izumljati.
No in na teh pogovorih beseda je nanesla tudi na širše dogajanje v slovenski družbi. Gospodarstveniki nimajo sicer veliko časa, ampak včasih gledajo kakšen prenos, kakšne seje iz slovenskega parlamenta. Skratka, beseda je tekla tudi o širših zadevah in ugotavljali smo, da danes v Sloveniji obstaja predvsem ena temeljna delitev na dve politični rasi. Prva misli, verjame in deluje v skladu s tem, da denar raste na drevesu, in druga ve, da je treba denar zaslužiti. To je temeljna delitev v Sloveniji, iz katere izhaja tudi veliko konfliktov, ki v javnosti ali pa v medijih potem dobivajo druge barve. Torej, poleg tega, da v prihodnosti zagotovimo normalne pogoje za gospodarjenje, brez velikih eksperimentov, brez tega, da danes uvedemo nek davčni sistem, ki velja pol leta, pa potem to spreminjamo, pa pride naslednja vlada, pa to spet spreminja. To je samo negotovost, ki škoduje kakršnikoli predvidljivosti in doseganju boljših rezultatov. Koraki, ki so potrebni, pa tudi če so krajši, morajo biti koraki, ki ostanejo, ki prinašajo stabilnost v gospodarsko okolje, ki zmanjšujejo birokratska bremena za doseganje boljših poslovnih uspehov, ki omogočajo podjetnikom, da sami presodijo, kam se splača investirati, ne pa da država od njih pobira dodaten denar in potem država iz enega centra investira na podlagi vseh drugih logik, razen podjetniških. Ključen ukrep pri tem je debirokratizacija. Slovenija je svetovni prvak po številu zakonov in drugih državnih predpisov na prebivalca. Svetovni prvak smo. Če bi se pokali podeljevali, bi dobili zelo velikega. Naslednji bi bil pol manjši. Kdo pri zdravi pameti se lahko znajde v okolju, kjer velja 20 tisoč predpisov? V državi z 2 milijonoma prebivalcev. Mi smo dali naš program za vsak nov predpis, če bomo vodili vlado, bomo 2 obstoječa ukinili ali združili, skratka poenostavili stvari. Če pogledamo zadnje leto, stvari so tekle popolnoma v obratno smer, seveda mi nismo imeli škarij in platno v rokah. Naslednja stvar je decentralizacija. Kje piše, prej sem omenil ta primer stanovanjskega sklada, ampak kje piše, da morajo biti vse državne institucije v enem centru, v Ljubljani? To je seveda fajn za tistega, ki se rodi v Ljubljani, pa je mu šolo en korak zraven, pa ima zdaj še službo 2 koraka stran, to je fajn. Ampak tam, kjer so institucije, tam, kjer je koncentracija preko znanja, vedenja, pristojnosti, tja gre tudi denar, tja gre potem tudi razvoj in danes imamo situacijo v Sloveniji, kjer imamo nek centralni del, ki je po razvitosti predvsej nad evropskim povprečjem in potem večino ostale države, ki caplja za tem. Danes borujemo v krasni regiji v Prekmurju, kjer svet je soncem obsijan, tam Prekmurska je ravan, ampak sonce je premalo. Potrebne so tudi investicije, potrebni so ukrepi, ki bodo zadržali mlade tukaj, tako da se bo Slovenija približno enakomerno razvijala in da bomo imeli, ko se rodimo ali pa ko se rodijo prihodnje generacije, približno enake izhodiščne možnosti za uspeh v življenju. Danes smo daleč od tega. Potrebujemo seveda tudi, in to je nek splošen temelj za harmonijo, za razumevanje, za sožitje v družbi, enakost pred zakonom. Brez delitve na tiste bolj
poklicane, na tiste manj poklicane, na prvorazredne in na drugorazredne. Seveda potrebujemo tudi učinkovito upravljanje z državo. S tem imamo Slovenci od osamosvojitve naprej, da o tistem času prej ne govorim, velike težave. Ko smo nazadnje sedeli na seji našega izvršilnega odbora, je naš kolega, član izvršilnega odbora, Milan Čadež, rekel približno tole, se opravičujem, če bom to malo po svoje povedal, ampak to sem si zapomnil. Rekel je, zdaj ljudje vemo, če rabite dobro meso, greste k mesarju. Če hoče, da vam izdela nekdo kvalitetno pohištvo, greste k mizarju. In to se ljudem zdi normalno. Po drugi strani pa veliko ljudi misli, da za vlado je pa vsak dober. Ne glede na znanje, izkušnje, popravne izpite, pa tudi če vlade prej ni videl niti od blizu, nima nikakršnih izkušenj z vodenjem velikih sistemov, tudi če je na volitvah dobil 5 ali pa 10%, za vlado bo že dober. Rečemo mi iz lastne izkušnje, vlada je katerekoli države, tudi če je ta majhna, je najbolj kompleksen sistem, kar se tiče vodenja in upravljanja. Povprečno veliko ministrstvo lahko v enem letu naredi velike koristi, prispeva k velikemu napredku, lahko pa naredi tudi veliko škode. Lahko tudi ne naredi nič in potem pač inercija naredi nekaj škode pa nekaj koristi. Skratka, upravljanje z državo nima primerjave in tukaj je pač popolnoma jasno, da je v Sloveniji nesposobna ali pa nesuverena vlada vedno interes ozadij, ki potem vladajo namesto vlade ali pa vladajo preko nje, kot lutke ali pa celo mimo nje. Zdaj zato, da bi se nekako vplivalo na rezultat volitev po volitvah, ali da bi se neko normalno stanje v demokraciji, ko pač pred volitvami vlada predstavi programe, rezultate svojega dela, programe za naprej, opozicija predstavi svojo alternativo, kritiko vlade in potem ljudje presodijo na podlagi argumentov, kdo si zasluži večje zaupanje, pri nas se to izkrivi. Nekaj mesecev ali pa celo tednov pred volitvami se pojavi, se lansira nek nov obraz. Ta nov obraz pravi, vlada je slaba, opozicija pa še slabša, tretja pot je potrebna, mi nismo z ničemer obremenjeni. To, da nič ne znajo, seveda ni pomembno. Mi smo novo upanje in potem tako gre iz mandata v mandat. Seveda pol, ko se izkaže, da stvari ne funkcionirajo, se vzorec ponovi. V Sloveniji smo šli doslej 3-krat zaporedoma na predčasne volitve, tudi 4. so blizu, po vsej verjetnosti, in grem staviti s komorkoli, da bomo spet priča poskusu podobnega vzorca. Kljub temu, da se ve, da takšni poskusi ne učinkujejo, pač se najbrž še vedno da do določene stopnje stvari zmanipulirati. Kljub arabskemu pregovoru, ki pravi, vi lahko osla našemite v konja. Če to naredite dobro, mogoče lahko to stvar celo prodate na sejmu, kakšnemu naivnemu kupcu, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Ko pride do dirke, je potem ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati, poberejo sestave in potem mora miniti nekaj časa, preden se lahko kaj podobnega ponovi. Zdaj, kaj je nasprotje tega? Nasprotje tega je meritokracija, se pravi, da se merijo učinki, tako pri upravljanju s podjetji, z državo, v javnem sektorju, da so ta
merila jasna, da kriteriji za vse enako veljajo, da se kadruje po sposobnostih, ne pa po tem, ali je nekdo prvorazredni ali drugorazredni, in da se ne izključuje. Slovenska demokratska stranka je vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi naših ustavnih vrednot. Vedno so teme pred volitvami, ko vlada pade, ko se vnamejo razprave, kakšne so alternative. Zdaj, ali lahko sestavimo neko vlado, ki bo brez ideologije, ki ne bo odpirala ideoloških tem. Ponavlja se to v Sloveniji kot slab šlager že ne vem koliko časa. Pridejo iz Dražgoš pa pravijo samo, da se ne bo odpiralo ideoloških tem. Vemo, kam tukaj pes taco moli. Zdaj, po drugi strani je pa jasno, z volilnim sistemom, kakršnega v Sloveniji imamo, lahko zgradite neko delujočo večinsko koalicijo zgolj na osnovi tega, kar imamo Slovenci zapisano v ustavo. Slovenci imamo v našo ustavo zapisane ustavne vrednote. Stvari bile danes v Sloveniji drugačne, če bile te vrednote nek mainstream, neko srednji tok, ki bi ga vsi zagovarjali, ne pa da se to vedno ruši, pa ko pride odločba ustavnega sodišča, ki nekomu ni všeč, pa se jo pač ne spoštuje, ne glede na to, da v ustavi jasno piše, kaj je treba storiti in da je tukaj tudi odločitev edinega organa, ki lahko presoja, kaj je v skladu z ustavo, če izbruhne spor med različnimi institucijami. Torej, Slovenija ima neko prihodnost samo, če bo možno neko večinsko poenotenje oziroma dobro prihodnost samo, če bo možno neko večinsko poenotenje okrog te ideologije. To, kar smo zapisali v slovensko ustavo, je plod dogajanj v času, ki smo jih delno videli na teh spotih, je plod truda, žrtev ljudi, kot je bil dr. Jože Pučnik, je plod rezultata na plebiscitu, kjer smo Slovenci empirično dokazali, kaj si želimo, in je to edini trenutek v naši zgodovini, ko si je slovenski narod dejansko pisal sodbo sam. In danes smo na neki točki, ko žal to ni več samoumevno, ko je treba prepričevati, ko moramo prepričevati en drugega, da to, kar piše v ustavi, je ideologija, absolutno, je ideologija demokratičnih vrednot, je ideologija parlamentarne demokracije, ne kakšne druge, je ideologija enakosti pred zakonom, je ideologija svobodnega podjetništva, je ideologija visoke stopnje zaščite svobode govora, svobode zborovanja, človekovih pravic, osebnostnih pravic, pravice do dostojanstva, če hočete. Slovenska ustava prepoveduje praktično delitev na prvo in drugorazredne. In to je naša ideologija. In ko bo to večinsko sprejeto, potem bo tako, kot pojemo v naši državni himni. V Sloveniji so stranke, ki imajo težave s tem. So stranke, ki jemljajo to, kar piše v slovenski ustavi, tako za malo poljubno. Mi vse te stranke vabimo, da malo premislijo o tem. Vabimo tudi tiste, ki vztrajno, kljub temu, da so naša vrata odprta, zavračajo sodelovanje. Vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov, nehajo živeti v preteklosti, da pridejo iz gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti. Samo tako bomo lahko v Sloveniji zaživeli plebiscitne sanje. Vrata Slovenske demokratske stranke
Vrata Slovenske demokratske stranke so bila in bodo tudi v prihodnje odprta za sodelovanje. Naj bo o tem dovolj, predlagam, da danes preostanek večera namenimo temu, da nagradimo tiste, ki so dosegli najboljše rezultate pri delu in naporih naše stranke, da se družimo, poveselimo pa da pogledamo na življenje malo tudi za lepše plati. Iskrene čestitke ob 31. rojstnem dnevu naše velike družine. Ostanite ponosni in pogumni, kot je dejal dr. Jože Pučnik. Bog živi našo domovino, Bog živi ves slovenski svet. Hvala lepa.